Lepo pozdravljeni, sem Helena Vogrinec, ravnateljica Višje strokovne šole. Zavedamo se, da je odločitev za študij izjemno pomembna življenjska odločitev. Nekateri celo pravijo, da je odločitev za pravi študij po pomembnosti takoj za odločitvijo o družini in izbiri službe. Da vam bomo olajšali izbiro, vam bomo v tej kratki predstavitvi prikazali, zakaj smo drugačni od drugih, kakšne so posebnosti in prednosti študija in kaj lahko pričakujete od študija na naši višji strokovni šoli. Analize strokovnjakov tako v tujini kot v Sloveniji kažejo, da so bolj izobraženi manj ranljivi na trgu delovne sile kot tisti z nižjimi ravni izobrazbe, zato velja danes bolj kot kdajkoli prej, da je znanje odlična naložba za prihodnost. Delodajalci naših diplomantov in študentov ocenjujejo, pa tudi študenti in diplomanti sami, da študij in diploma prinašata pozitivne spremembe, osebnostno rast, pozitivnejšo samopodobo, večjo samozavest in zavzetost. Ponosni smo, da se uvrščamo med šole z največ diplomanti. Na Višji strokovni šoli na Dobi izvajamo 7 višješolskih študijskih programov v 3 načinih študija, in sicer kot redni študij, izredni študij s predavanji in vajami ter online študij. Vsi programi so javno veljavni in akreditirani. Programi so praktično naravnani in temeljijo na povezovanju strokovno-teoretičnih izhodišč s prakso. In prav sposobnost takojšnjega neposrednega dela oziroma prenosa novih znanj v prakso je tisto, kar delodajalci danes pričakujejo in cenijo kot ključno sposobnost posameznika oziroma ocenjujejo kot njegovo dodano vrednost. Študij na višji strokovni šoli z izjemo rednega študija je prilagojen zaposlenim. Predavanja in vaje so v popoldanskem času, izjemoma ob sobotah. Na šolo boste prihajali tako v povprečju 2 do 3-krat na teden. Študenti online študija boste seveda vse svoje obveznosti opravili v virtualni učilnici. Naši predavatelji imajo zraven teoretičnih tudi izjemno bogate in dragocene praktične izkušnje. Sposobni so zrcaljenja teorije v prakso, študenti pa ob študiju tako sproti prenašate znanja v svoja delovna okolja, s čimer zagotavljamo visoko kakovost izvajanja naših višješolskih študijskih programov. Razvili smo poseben sistem preverjanja in ocenjevanja znanja, ki omogoča, da si študenti s sprotnim delom pri predmetu že v času trajanja predmeta pridobite oceno. Na tak način se izognete stresu pred izpiti, pridobljeno znanje je pa trajnejše. Sprotno delo je pripravljeno tako, da študent že ob vstopu v predmet ve, katere naloge bo moral opraviti. Naloge so lahko seminarske ali projektne naloge, študije primerov, analize člankov ali posnetkov, reševanje delovnih listov, pisanje krajših testov in drugo. Te naloge študenti opravljajo individualno ali pa v timu. Vkolikor ste že študirali na kateri višji ali visoki strokovni šoli oziroma fakulteti in ste tam opravili nekaj izpitov, lahko zaprosite za priznavanje znanj. Pogoj je, da so izpiti, ki ste jih opravili tam, po vsebini sorodni izpitom, ki jih morate opraviti na izbranem višješolskem študijskem programu. Na primer, študirali ste na ekonomsko-poslovni fakulteti in opravili izpit iz ekonomije. Sedaj pa ste vpisani v program ekonomist, kjer morate tudi opraviti izpit iz ekonomije. Seveda sta predmeta po vsebini sorodna, zato lahko zaprosite za priznavanje znanj. Pa še nekaj, vsi študenti višjih strokovnih šol morate opraviti po 400 ur praktičnega izobraževanja v vsakem letniku. V času šolanja torej skupno 800 ur. Zaposleni študenti lahko zaprosijo za priznavanje praktičnega izobraževanja v primeru, da imajo dovolj, vsaj 1 leto za vsak letnik ustreznih delovnih izkušenj. Na primer, nekdo je zaposlen na delovnem mestu tajnice, sedaj pa študira v programu poslovni sekretar. Seveda so takšne delovne izkušnje ustrezne in v tem primeru praktično izobraževanje lahko priznamo. Razvili smo celosten sistem podpore kandidatom in študentom. Tako se samo svetovanje začne že pred študijem v obliki osebnega svetovanja in informiranja. Med samim študijem podpora zajema tehnično podporo, podporo predavateljev, inštruktorjev, mentorjev ter vodje programa, podporo e-referata, na šoli deluje učni sklad za pomoč študentom, učna pomoč pri določenih predmetih, organiziramo osvežitvene tečaje pri določenih predmetih, na voljo sta tako psihološko kot finančno svetovanje.
Seveda se svetovanje ne zaključi, ko diplomirate, ampak poteka tudi po študiju v okviru kluba diplomantov. Negujemo profesionalno komunikacijo in jo pričakujemo tako od strokovnih delavcev kot tudi študentov, saj samo skupaj lahko skrbimo za primerno raven komunikacije in ugled višje strokovne šole. Vrednote in etika so del študijskih programov in sestavni del načina študija. Od študentov, predavateljev in zaposlenih pričakujemo spoštovanje etičnega kodeksa, korekten in profesionalen odnos, visoko kulturo komuniciranja ter upoštevanje individualnosti in medsebojno spoštovanje. Vsak študent ob vpisu prejme šolski e-naslov in geslo, s katerim dostopa do portala Moja doba in do vseh okolij, ki jih za študij potrebuje. Portal omogoča dostop do informacij in gradiv kadarkoli in kjerkoli. Z uporabo e-referata si študenti lahko prihranijo kar nekaj poti v šolo, s pomočjo e-pošte in SMS sporočanja so o vsem takoj obveščeni in z uporabo e-indeksa lahko vedno spremljajo, koliko izpitov in s kakšnimi ocenami so te izpite opravili. Pa vstopimo na portal Moja doba. Kot sem rekla, vsak študent prejme šolski e-naslov in geslo, z katerim dostopa do vseh okolij. No, sedaj smo vstopili. Vidimo, da je portal zasnovan tako, da uporabnika prepozna. Na tak način zagotavljamo, da vsak študent dobi le tiste informacije, ki so zanj pomembne. Že na naslovni strani lahko študenti spremljajo, koliko izpitov so opravili, koliko kreditnih točk so dosegli, kdaj so opravili zadnji izpit in tudi vidijo, kaj je novega v e-poštnem predalu. Na zavihku izpiti se lahko študenti prijavijo na izpite. Le-ti so razpisani za celotno študijsko leto vnaprej, tako da lahko študenti res natančno načrtujejo opravljanje svojih obveznosti. Na zavihku indeks lahko študenti spremljajo kako so opravili svoje obveznosti, s kakšno oceno, kdo je bil predavatelj in kdaj so posamezen izpit opravili. E-indeks se seveda lahko natisne, po želji pa lahko študenti v e-referatu naročijo potrdilo o vpisu oziroma potrdilo o opravljenih izpitih, pri tem pa tudi izberejo, ali želijo, da jim potrdilo pošljemo po pošti ali ga bodo osebno dvignili naslednji delovni dan, ko bodo spet prišli v šolo. E-šolski naslov je namenjen komunikaciji študenta s šolo, predavatelji, inštruktorji, sošolci, tako lahko zasebni e-naslov ostane resnično zasebni. No pa vstopimo še v virtualno učno okolje Blackboard. V pomembnih informacijah za študente bodo študenti našli vsa navodila, pravila in informacije, ki so povezane z študijem na višji strokovni šoli. Tako lahko dostopajo tudi do urnikov, volijo predstavnike v študentski svet, izbirajo izbirne predmete, imajo zapisano vse o opravljanju praktičnega izobraževanja ter o diplomiranju. Tukaj objavljamo tudi obvestila, ki so povezana z šolo, ne pa tudi z posameznim predmetom. V tehničnih informacijah so objavljena natančna navodila o vseh naših orodjih oziroma aplikacijah, ki jih študenti v času študija potrebujete. Le-te so narejene tako, da vsebujejo tudi ekranske slike in resnično vodijo študenta tako, da pomoči ne potrebuje. Vkolikor se kaj zalomi, pa je na voljo tudi tehnična pomoč, ki jo nudijo naši tehnični administratorji. V medijskem kotičku lahko študenti dostopajo do e-knjižnice, do portalov, časopisja, različnih strokovnih revij, različnih baz znanja. No pa poglejmo še enega od predmetov. Vsi predmeti so zasnovani na enak način. To je pomembno zaradi tega, da študenti zmeraj vedo, kje bodo posamezno informacijo našli. V uvodu v predmet bodo tako študente zmeraj čakal en pozdravni nagovor predavatelja, lahko bodo pregledali vsebino in
cilje predmeta, prav tako je tukaj tudi objavljen seznam literature in virov, ki jih študenti za študij posameznega predmeta potrebujejo. Na povezavi gradivo je objavljen učbenik v e-obliki, objavljena pa so tudi vsa dodatna gradiva, to so lahko različni članki, prezentacije, študije primerov, delovni listi in drugo. No pa še poglejmo posamezen teden. Ob začetku vsakega tedna so zapisani cilji, ki jih bodo študenti v tistem tednu dosegli. Potem lahko študenti vidijo, koliko in katere naloge bodo morali v tem tednu opraviti. Če kliknem na mapico posamezne naloge, vidim, da so tukaj objavljena navodila, zapisano je tudi, kako bodo študenti nalogo oddali. Pomembno je, da študenti nalog ne rabijo tiskati, ampak jih oddajajo v učno okolje. To velja za vse študente, ne glede na način študija. Potem so velikokrat pri predmetih objavljeni tudi različni testi za samo preverjanje, tako da lahko študenti ta test rešujejo poljubno mnogokrat in na tak način preverjajo, kako pri študiju posameznega predmeta napredujejo. Če bi zdaj pogledali, bi lahko videli, da so pravzaprav vsi tedni sestavljeni na enak način. Na povezavi ocenjevanje je objavljena ocenjevalna shema, kjer je natančno zapisano, katere so tiste naloge, ki se ocenjujejo in koliko posamezna ocena prispeva k končni oceni pri predmetu. Prav gotovo vas zanima, kdaj in kako se lahko vpišete. Pa poglejmo. Prijavno-vpisni postopek je takšen, da se boste lahko v jesenskem roku vpisovali preko spletne strani Višješolske prijavne službe med 31. avgustom in 4. septembrom. Če kliknem na spletno stran Višješolske prijavne službe, vidite, bo tukaj na voljo obrazec za prijavo, ki pa trenutno seveda še ni dostopen, saj je jesenski rok za vpis, kot sem že omenila, med 31.8. in 4. septembrom. Po 4. septembru se boste lahko izredni študenti vpisovali na še prosta mesta direktno na šoli. Sprejeti izziv študija pomeni veliko spremembo v načinu življenja in samodisciplino. Zavedamo se, da ne bo enostavno, potrebovali boste tudi pomoč in podporo družine in bližnjih. Pa vendar, če imamo jasen cilj, če vemo, da je to edina pot, da ostajamo konkurenčni na trgu dela, zmoremo, kot so to zmogli tudi drugi, vrhunski športniki, mame, očetje, direktorji in vojaki. In če vemo, da diploma prinaša pozitivne spremembe v karieri ali osebnem življenju, višjo plačo, nagrade, zahtevnejšo delo, menjavo delovnega mesta, morda prvo zaposlitev, več sreče, večjo samozavest in pogum, potem vemo, da se splača. Hvala. Veselim se srečanja z vami na uvodnih dneh Višje strokovne šole.